dajmo še malo kasneje, da izkoričimo ta petek. 3, 4! Z mano je? Jernej Dirnbek iz skupine Mi 2. Odlično. Turneja 15 črtic je enako 15 let. Kaj vas drži skupaj tako dolgo, glede na to, da slovenska scena ne daje priložnosti domačim rockerjem? V prvi vrsti stanovanjski krediti, potem v drugi liniji krediti za avte, tretji so te navadni dolgovi, ki jih imamo za svojih bližnjih, pa nekje daleč na koncu pa tudi ljubezen do glasbe. V vaši glasbi mešate ogromno različnih stilov, od punka, skaja, rocka, funka. Manjka edino neki težki metal. So vaše duše premalo črne za to? Veš kaj, po mojem je razlog v tem, da smo bili v tistem času, ko se je taka muzika že pojavila, mi še zmer doma v Rogatcu. Težko metalna glasba pa je izstopila tam neki na poti iz Celja v Rogatec v Štorah, recimo, ali pa v Šentjurju. Takrat, ko so se drugi navduševali nad Slayerji, smo mi še zmer poslušali Beatle pa Rolling Stones, ta zgodnje. In enostavno te muzike nismo nikoli osvojili. In pol ne moreš pilati nekaj, kar ti ni blizu. In to je po mojem ta osnovni razlog, da se tega zelo malo najde v naših komadih. Zdaj samo teknice! Znani ste predvsem po komadih, kot je Črtica, Teta Estera, Toplice itd. Katera pa je vaša najljubša pesem? Ne moremo se zmeniti, ne? Band sestavlja enostavno 5 ljudi, ki ima vsak neke svoje ideje, vsak svoj glasbeni okus, in komadi, ki smo jih dali ven, so zmer kompromis med različnimi okusi, ne? Jaz sem prepričan, če je moral vsak od nas napisati na list komad, ko mu je najljubši, da bi dobil ven 5 različnih odgovorov. Jaz čisto iskreno, ko sem najbolj zakreditiran, imam najrajši samo tebe, te imam, ki mi od Saza se največ prinese. Ste videli, kak Fred Printo čavnico podobno, če kak naredim? Se vidite na turneji 30 črtic? Kar se mene osebno tiče, ja. Zaenkrat je vzdušje v bendu tudi odlično, noben ne razmišlja o prenehanju, o tem, da bi kitaro dali na klin pa začeli pisati spomine. Tako da jaz si želim, da bo ideje se še zmeraj rojevale, da bomo na nekih 4-5 let dali od sebe avtorske plate in igrali. Kaj so pa zdaj? Upajmo, da nas ne loči kakšna, ne vem, bolezen ali kaj podobnega. Najlepša hvala. Z veseljem. Prišla si, a si šla, pa si šla, slišiš to?